tej pauzi, ko smo na začetku tretjega in s tem zadnjega sklopa današnjega simpozija, ko bomo, oziroma bodo naši štirje govorci razmišljali o Mahničevi dediščini, se pravi, ko rečemo, o njegovi zgodovinski, filozofski, tudi duhovni dediščini, zlasti v zadnjem prispevku, kot vidimo za menoj. Torej, če je bilo do zdaj nekako govora, recimo o različnih zgodovinskih kontekstih Mahničevega delovanja, življenja, njegove misli, njegovem družbenem pomenu, pa bi zdaj prav v tem zadnjem sklopu se usmerili pa recimo temu na sedanji trenutek, se pravi, kaj nam ima Mahničev lik povedati danes, v čem je pomemben, kakšni so nenazadnje tudi pogledi nam in zato bi dal kar besedo našemu prvemu govorcu, ki bo razmišljal prav o tem. Naslov slovenski zgodovinarjev Mahničev, torej bo kar predal besedo gospodu doktorju Stanetu Grandi, da nam osvetli različne poglede zgodovinarjev o Antonu Mahniču. Spoštovani kolegi, torej pred sabo imam svojo tretjo varianto, ampak še zmeraj je ta predolga, tako da bom potem skušal nekako skrajšati, pa vendar vam bistvo povedati. Torej, jaz sem v svojo analizo potegnil srednje zgodovinarje doktorja Dragotina Lončarja, Josipa Mala, Frana Erjavca, Branka Marušiča in Melika. Seveda, že danes sem slišal, da je tudi kolega Tomaž pisal v teh stvarih, bi prosil še za kakšne pripombe, če se mi bo zdelo komu za objavo, da bi še vključil. Torej, imam v načrtu seveda še prijatelja, čeprav ni bil zgodovinar, ampak je zelo vplival na zgodovino, vendar žal tisto obliko, ki sem bil na internetu, zaradi mojih oči ni bila čitljiva, tako da se bom moral drugače pomagati. Torej, vprašanje, ki me, ali pa ki nas zgodovinarje vedno muči glede Mahniča, je, vidim v tem, ali je bil on del nekega širšega procesa, zgodovinskega, civilizacijskega, ali pa je bil pravzaprav stvar nekega trenutka, ki je dejansko on kot Anton Mahnič spremenil slovenske politične razmere. Torej, ali gre za zgodovinski proces, ali gre za nek osebni ideološki udar. Moram vam povedati, da sem se o teh stvarih veliko pogovarjal, jasno, da z Melikom, ampak tudi s profesorjem Cvitrom, pa še z nekaterimi drugim, zanimivo tudi Mikuš, čeprav to spadalo, ni njegova tematika to bila, ampak vedno, ko je kaj nanesla zadeva na Mahniča, je pokazal svojo nezadovoljstvo z obstoječo razlago na tisti svoj način. Tole, veste, kolegi, pa ni čisto jasno. In čim se vedel, da je takole mahal po zraku, je izražal svoje nestrinjanje. Seveda se ne upam, ampak vendar se veste, da so slavisti imeli neko vrsto terorja nad nami. In se spomnim, ko smo imeli simpozija v Blajvajsu, se me je zmerjal, ko sem prišel v službo z revizionizmom, da sem se moral direktorja zagovarjati. Pa sem bil njegov pomočnik, ampak tako pač je. No, zato se bom pravzaprav bolj podrobno bom predstavil stališča doktorja Dragotina Lončarja. Predvsem zato, ker je on prvi o tem pisal že leta 1908, drugič pa zato, ker je bil to človek politično, je stal nekje na levi, nekje med levič, torej nekje med liberalcem pa socialistom je bil, veste, da on je bil kratek čas celo direktor Narodnega muzeja, napisal je politično zgodovino Slovencev v 19. stoletju, prva varianta, ki ima nekaj čez 30 strani, je šla leta 8, kasneje pa napisal še novo, ampak zanimivo, da nekaj bistvenih razlik med eno in drugo glede Mahniča ni.
Torej, seveda vidim v Lončarju tudi človeka, ki je neposredno spremljal, ki je bil priča pravzaprav tega ločevanja duhov na Slovenskem in bi pričakoval, da bo seveda zaradi tega, tudi zaradi osebnega političnega prepričanja, da bo bolj skrajna, ampak pravzaprav že pri njem sem doživel veliko presenečenje. Torej, Lončar trdi, da je bil slovenski-slovaški krog v 80-ih letih zelo razpuščen. Vsak je politikoval, citiram seveda na svojo roko, ni bilo enotnega vodstva in skupnega jasnega programa. To je pravzaprav iste besede, kot jih ima Mahnič. Bilo je tako, ko stigne, kot se reklo po srbsko. In pravzaprav že iz tega citata lahko vidimo, da Mahnič ni bil, bi rekel, je bil enostavno poklican v te razmere, da seže po njih. No in seveda potem pravi še Lončar, da je tle rimski katolik, pa zlasti, ko je izdajal to še posebej te svoje članke, da je to bolj vplivalo na stanje kot pa sam časopis. In potem prav, da je bil boj na literarnem in političnem polju z katoliškega stališča potreben, da je bilo seveda v slovenskih razmerah zelo slabo intelektualno stanje in Mahnič je enostavno moral poseči. Zanimivo je, da če človek pol primerja, kaj so drugi zgodovinarji pisali, Mal, Marušič ne toliko, ampak zlasti Mal pa Merik, pa Rjavc, seveda se pa s tem več ali manj strinjajo, torej s temi obtožbami razmeri stanja v slovenski politiki, o gnilosti tega spravaštva, so si pravzaprav več ali manj edini. In danes pravzaprav človek to razmišlja, zakaj se pa ravno danes to najbolj obsoja Mahničev napad na spravaštvo. Pravzaprav to bi včeraj zvečer padlo v glavo zaradi tistih, ki hočejo seveda s tem opravičevati, dokazovati povojne razmere, odprava pluralizma političnega po drugi svetovni vojni. Torej, pravi, da je, torej za Mahniča pravi, da je slovensko kulturno in politično delovanje videl kot sistem, ki mu je bilo treba postaviti nasproti drug sistem. Načelne razlike so takratni slovenski politiki prikrivali s kompromisi, ki so slovenski slogaški politiki v bistvu samo škodile, slogaški blok pa slabili. Do Mahniča so se liberalci obnašali vzvišeno in lahkomiselno, torej to so besede tega liberalnega, torej izrazita liberalnega zgodovinarja. On krivi ne Mahniča, ampak njegove nasprotnike za razmere. Pravi, smešno so ga želil, celo zažigal časopis Slovenec in pa podobno. In seveda, to je potem zgodilo ravno nasprotne razmere. Namreč le pa, oprostite za neko intervencijo, če mi moramo upoštevati, nekaj tega smo danes že slišali, kakšno je bilo stanje slovenskega, rečemo političnega katolicizma. Slovenska politika je v bistvu slovela na duhovnikih, vse 19. stoletje. In celo nemški nasprotniki so rekli, delajo tiho, ampak temeljito. Ampak vendar so bile vse pobude na strani liberalnih duhov. Leta 1948 so slovensko politiko vodili liberalni duhovi. Za časa taborskega gibanja so slovensko politiko vodili liberalni duhovi.
Ta glavni delavci so bili pa duhovniki. Torej, duhovniki so upravljali približno enako delo, kot če imate na kolesarskih dirkah tisti, ki vodo donašajo prvakom. In to se je pravzaprav dogajalo in v tem pravzaprav so si ti zgodovinari, ki sem jih vam povedal, več ali manj soglasni. In potem seveda so bile potrebne potem nove razmere, da je ta duhovščina doživela, da je dobila strani Mahniča podporo, samozavest, potem je pa dobila še tak sunk od škofa misije, kardinala, da je potem bolj junaško in samostojno stopila na politično pot. Torej, zanimivo je, se tukaj med nami je tudi moj zlati prijatelj Joško Pirc, ko smo v Rimu imeli simpozij o misiji, je to vprašanje o vlogi misije v slovenski politiki ostalo nedokončano. Pravzaprav noben od nas, ki smo bili tam, nismo vedeli, kaj z misijo in slovensko politiko početi. Ampak vidi se pravzaprav, da misija se prav aktivno ni vključevala, ampak brez misije se pa te stvari tudi v zvezi z Mahničem ne bi dogajale. Potem je zanimivo, da omenjajo še to, kako so se trudili liberalci, da bi ponovno povezali slovenski narodni blok. Leta 1989 so celo organizirali nek sestanek slovenskih narodnjakov, seveda za potrebe volitev. Na ta sestanek so prišli Kalan in Žitnik, mislim, sem si prav zapomnil, Vinko, ta doma iz dol Suhokranjc, in so seveda zahtevali, bi rekel tako, tehnično klerikalne pozicije v tem društvu. Seveda liberalci, tle je Tavčar, ki je seveda začetnik te sorovosti v slovenske politiki, so bili proti, to društvo je zastalo. Ne, potem so ti mladi pravzaprav bili še dalje bolj samozavesti in zanimivo, da je znameniti kasnejši prelat Kalan dal pobudo za ustanovitev slovenskega katoliškega političnega društva. In ko potem pogledate to društvo, ki je nastalo, je sicer nekaj zanimivega. Vodstvo dajo Klunu, ki je bil še spravaški politik, nekoliko, bi rekel, še Brajvajsovega kova, kot ve, stari je bil tle doma bliz Ribence, ampak zanimivo pa, da je pa to seveda človek, ki je bil človek pretekle dobe, medtem ko nove pozicije pa že zavzemajo Kalan, Žitnik, potem se pa in še drugi, neka nova struja, ki se vključuje v slovensko katoliško politiko tega časa. Tako da prej smo sicer slišali o nekem prelomu, ki ne bi se zgodil v 60-ih letih. Takrat se je pravzaprav ta prelom začel in se to tudi ujema bolj ali manj z dogajanjem v avstrijskem katoliškem gibanju. Če bi imel čas bolj predstaviti, na primer, prvi vseavstrijski katoliški shod, ki se s takimi načeli, kot je razlašal, pa nam sploh ne mogo dogajati, ker je bil izrazit feudalen. Ampak vendar, ko pri nas ti krščanski socialci, bi rekel tako poenostavljeno krekovci, potem seveda napredujejo, postanejo vse številčnejši, so bolj izobraženi, so bolj samozavestni, so bolj delavni, za seboj imajo ljudske mase, kar jih liberalci, oprostite, nikoli niso imeli, se začenjajo pri nas stvari bistveno spreminjati. In zanimivo je, da to ista spoznanja potem poudarja seveda Josip Mal, za mene en izmed največjih slovenskih zgodovinarjev, seveda zlasti za 19. stoletje. In zanimivo je, da pri Branku Marušiču človek vidi neko zmedo, ker mu stvari niso igrale. Torej, on bi moral pravzaprav Mahniča pokazati kot napredek glede na staro strujo,
tega seveda ideološko ni zmogel in vidite pri njemu zadrego, ampak zanimivo je, namreč to je, verjetno veste, da je bila največji projekt slovenskih zgodovinarjev po drugi svetovni vojni, je bila revizija slovenske zgodovine, da bi jo pač iztrgali iz primata literarnih zgodovinarjev. No in to je sprožil Cviter in vodil je Cviter, glavni operater tega je bil pa Melik. No in potem iz vseh pokrajin so iz Koroške, Male nastopov, iz Trsta, Pahor, z Goriške, Marušič, Štajerske, Vrnak, Melik pa ne bi povezal pa krajinsko zastopov. No in v okviru tega potem seveda je bila tudi analiza teh let, ko je prišlo do tako zvane ločitve duhov. In moram reči, da Melik, ki bi od njega pričakoval, da bo tej stvari po svetu veliko večjo pozornost, tega ni storil. Namreč, to vem pa iz privatnih razgovorov z njim, on je smatral to za nek normalni civilizacijski dohodek, seveda se ni strinjal z Mahničevo obliko in vsem tem, ampak vendar je to smatral pač, tako se zgodi, bilo pa prošlo, ampak vendar za njega konec slogaštva ni bil, bi rekel, nek zločin nad slovensko politiko. Zdelo se mu popolnoma normalno in pravzaprav tega pogroma nad zlomom slogaštva ni pravzaprav nikoli razumel. Tako da, če bi človek pričakoval, da bodo slovenski zgodovinarji Mahniča in ločitev duhov obsojali, napadali, bi imel napačno mnenje. Torej, meni je že presenetilo, da je že dr. Slanc, to je bil en advokat, ki je kasneje živel v Novem mestu, si je nakupil ogromno teh gozdov in vsega tega. Torej, dr. Slanc je že 29. leta, to je bil posebno kasneje socialist, je rekel, ločitev duhov je že izvedena, poti nazaj ni več. In pravzaprav to večina teh zgodovinarjev tudi navaja ta Slančev članek. To se pravi, ne gre tle pravzaprav za neko Mahničevo hudobo, za tisto podobo črnega, oprostite, hudiča, ki je Slovence politično uničil, nemogočil, ne, ravno nasprotno. Tle se dogaja pravzaprav Mahniča, slovenski zgodovinarji analizirajo času in prostoru, kakšen je bil, predvsem pa opozarjajo, da so bile razmere tako gnile, tako nemogoče, da je pravzaprav nek Mahnič se moral pojaviti, če je hotel ali ne, da stvari pridejo na čiste. Da zdaj seveda počas zaključim, potem bi rekel takole, da slovenski zgodovinarji smatrajo ločitev duhov, ki ni izraz literarne zgodovine, ampak tistega časa, smatrajo to za normalno zgodovinsko pot, za normalni civilizacijski dosežek in tega kot takega ne problematizirajo. To je eno. Drugo seveda, kar me je presenečalo, večina omenja kot začetek tega procesa nekje leto tam 68, začetek 70 let. Leta 68 začenja izhajati slovenski narod, 71 Slovenc. Ja, oprostite, če ni to že ločitev duhov, kdaj pa je potem, ko se imajo vsak svoj časopis. Lahko spomnimo se slovenskega gospodarja, ki je začel izhajati leto 1867. In naprimer Melik prav piše prav, vsi so za vsakega so vedeli, ali spada v liberalni tabor, ali spada v klerikalni tabor, za vsakega se je vedelo, ampak to se je vedelo, oprostite, že tudi prej. Tudi Prešeren pa, če hočete, pa Blajva sta natančno vedela, da spada Blajva je spet ene prosvetljene konzervativce, Prešeren pa je pač en bolj freigeist. Pa vendar sta sodelovala, oziroma kot bi rekel pokojni profesor Vilfan, takrat za vsakega se je vedelo, kaj je, ampak se o tem ni spraševalo posameznika, ker je bila v ospredju, je bilo slovensko nacionalno vprašanje. In ravno to pravzaprav moramo ocenjevati za čas Mahniča, ko so se pa razmere zaradi Tafejeve vlade zelo spremenile, Slovenci zlasti na Kranjskem so izgubili občutek ogroženosti, Slovenci so imeli slovenskega državnega glavarja, slovenskega državnega predsednika,
Imeli so občutek, kot da so padli v nek svobodni čas, na Kranjskem seveda, in zato se je to izvedlo. Naprimer, na Goriškem ločitev duhov, dokler je bil Mahnič na Goriškem, se sploh ne izvedla. Pravzaprav se je izvedla šele 2 let potem. Na Štajerskem, kjer se je pravzaprav prva začela ločitev duhov, že tam, slovenskim gospodarjem, se je do konca izvedla, če se prav spomnim, pomagajte me, leta 1907 ali pa 1909. Ne? To se pravi, to ni nek enoten proces razviden, odvisen od časa, od prostora, ampak vendar ne gre za neko katastrofalno stanje in seveda Mahnič ni noben narodni izdajalec ali pa še karkoli človek lahko prebere, veste, kje in od koga. To se pravi, tako da je to, bi rekel, to zgodovinsko stališče, pisanje zgodovine za Mahniča sploh ni obremenjujoče, s tem, da seveda vsak ve, kaj je Mahnič pisal, se ne strinja z njegovim tonom in tudi zanimivo je, da imamo potem nek citat iz Ušeničnika, pa je Srebrniča, ko pravita pravzaprav, da se je Mahnič zavedal, da je bil nekoliko predivji, premal pozoren in tako naprej, da mu je bilo prav žal, da je nastopal tako, kot je, in mislim, da Srebrnič prav, šele takrat je dojel, da v politiki s takim načinom ne smeš nastopati. Tako da pričakujem, da bo ta simpozij, zlasti zbornik, bo tistim, ki pač ga bodo brali in ki hočejo brati na določena vprašanja odgovoril. In na koncu sem potem, to boste brali, slabo se tudi malo vidi za mene, sem dobil še pravzaprav na internetu Štohečevo razlago, bi rekel tako teološko, moralno, kako je pravzaprav s tem, da je vnesel Mahnič razdor med slovenski narod, da to ni v nasprotju, ampak da je to v skladu pravzaprav s cerkvenim naukami in tako naprej. Tako da, še enkrat poudarjam, tle med zgodovinarji, klasičnimi in pa med pisanjem Mahniča ni nekaj velikih razlik. Jaz sem vam najprej prav izredno nalašč omenil prvega, najbolj liberalnega, najbolj levega, ki pravzaprav to je bil velika napaka, neumnost slovenskih liberalcev, ki niso bili sposobni ene normalne kulturne polemike, bili so vzvišeni, domišljavi, vendar pa niso bili sposobni pa dialoga. No in pravzaprav bi s tem končal, da je ključni problem slovenske zgodovine ni vprašanje razkola, ampak je vprašanje dialoga in danes pravzaprav tega dialoga ni. In če se spomnite v sobotne proslave gor, na tisti gori tam na Štajerskem, ga bo še manj, ker so se znova spravili na našega Jožeta, mislim možina, ki ga ni tle. Torej, ne glede na to, da takrat, ko je bil simpozij predviden, je bil zaradi covida odpravljen, je še vedno v pravem času, pravzaprav so razmere še hujše, kot so bile takrat, in upam, da bo zbornik te stvari presegel pa povedal, seveda pa ene se ne da nikoli dopovedati. Kaj če hočeš plesati, ali pa če hočeš peti v pevskem zboru, moraš imeti posluh. Kdor pa seveda hoče razpravljati o zgodovinskih vprašanjih, mora znati tudi abecedo zgodovinarjev. Hvala lepa. Hvala, dr. Granda, za vaš prispevek in obenem že kar prosim naslednjega govorca, profesorja Tomaža Simčiča, da nam osvetli koncept ločitve duhov, o katerem smo že nekaj slišali, v okviru Mahničeve misli s prispevkom, ki nosi naslov Dediščina Antona Mahniča, razkol ali pluralizem. Prosim. Spoštovani, lep pozdrav. Pravzaprav bo ta moj poseg skoraj malo odveč, ker v eni ali drugi obliki ste marsikaj že slišali, nekaj je kolega Batič povedal, nekaj Maver, zdaj je gospod Granda šel v srž problema, ki ga bom tudi jaz obravnaval in se
povem že vnaprej, da se povsem strinjam z njim. Pa gre za to, da tudi danes se pojavljajo v slovenskem javnem življenju teze, kot češ, da je slovenska državljanska vojna 41-45, da je to posledica nekje Mahničeve ločitve duhovne. In zdaj moje osnovno izhodišče, to je bilo tudi že povedano, ampak repetita juvant pač, da miselnih izhodišč ali sistemov posebno takih, ki na nek način vplivajo na zgodovino, na javno življenje, zgodovinarji ne moramo razumeti in razlagati izven okoliščin, v katerih so se rodili in se udejanjali, kot ko skušajo nekateri, Wagnerovo glasbo povezovati ali Nietzschevo filozofijo, posledica je Hitler, zdaj to so taka poenostavljanja, ki enostavno ne grejo. Seveda, zdaj, zakaj je Mahnič pomemben? Torej, treba upoštevati nekaj še, 19. stoletju se družba popolnoma spremeni. Dvig splošne izobrazbe, gospodarski razvoj, razmah tržnega gospodarstva v zahodni Evropi. Postopno vzvodi oblasti preidejo od aristokracije k meščanskemu sloju. In ta sloj, ki je bil večinoma prepojen s svobodnomiselnimi idejami, je od monarhov izsilil podelitev ustavnih pravic in svoboščin, v imenu suverenosti ljudstva izboril volilno pravico in začel v javnem življenju udejanjati nekatera od temeljnih izhodišč francoske revolucije, tudi na področju ločitve cerkve od države. In cerkvi je bila postopoma odvzeta večina pristojnosti, ki jih je dotedaj imela v javnem življenju. Tukaj je bil Bismarck, deloma v Avstriji v času tako imenovanega nemškega liberalizma, in ta politika je začela ponekod bila tudi precej agresivna in je strani katoliške cerkve izvala ravno tako oster odgovor. Ampak tukaj bi rad poudaril morda še to, da moramo ločevati, ko govorimo o novi katoliški etiki v 19. stoletju med enim prvim obdobjem, ki bi ga jaz poimenoval morda restauracijski katolicizem, ki se je navezoval na predrevolucijsko stanje, nagovarjal in je sanjal o neki nemogoči vrnitvi, torej ancien režim, so pravili, stare ureditve pred revolucijo, in pa drugo polovico 19. stoletja, ko so se začeli katoličani zavedati, da je treba računati na ljudi, na ljudske mase. Ljudje so bili vendar izobraženi, šoleni, pismenost je ob koncu 19. stoletja celo na Slovenskem bila že skoraj 100% in tako naprej. In v te razmere sodi Mahničeva tako imenovana ločitev duhov. In to je bilo obdobje, ko sta se imenovala ta dva bloka, tako imenovani konservativni, katoliški in liberalni, napredni, potem proti koncu stoletja še tretji, socialistični. In pravzaprav so se oblikovali ti trije bloki, ki še danes nekako v nekem mutatis mutandis v velikem delu Evrope še vedno krojijo deloma politično življenje. Katoliška cerkev, kot vemo, je ostro zavrnila francosko revolucijo in njene nauke, v teku 19. stoletja pa tudi liberalizem. In tako imenovani liberalni katolicizem, ki je skušal krščanstvo spraviti z idejo svobodne družbe, je bil odrinjen na stranski tir. Uveljavila se oblika katolicizma, ki jo zgodovinopisje običajno označuje sintagmo, jaz rabim bolj kot ultramontanski, bi rabo morda nespravljivi katolicizem, namreč katolicizem, ki se noče spraviti z modernostjo, ki se ne spravi z modernim svetom. Nadaljnji korak katoliškega odgovora na liberalizem je bilo spoznanje, da je potrebno katoliška načela braniti v javnem in političnem življenju. Na vse zadnje nemški centrum leta 1871 se rodil prav s tem namenom. In v takem ozračju je zorel in kulturno rasel mladi Anton Mahnič.
Gotovo je bil leta 1872 med romarji na omenjenem papeževem romanju, ki ga je prej omenil kolega Batič. Mahničeva ločitev duhov pravzaprav sodi v obdobje, ko je bil Kulturkampf v resnici v glavnem že mimo, ampak takrat se je pa na Slovenskem, so slovenski liberalci še posebno ostro vodili ta ideološki boj v dnevniku Slovenski narod. Leta 1887 je bil papež Leon XIII celo označen za izvrg človeštva, kot veste, kar je med katoličani vzbudilo val ogorčenja. Goriškega nadškofa Zorna pa nagnilo, da je napisal ostro pastirsko pismo. Anton Mahnič se je v tem vzdušju, v tem času podal na bojno polje, da bi diskusijo med različnimi svetovnonazorskimi pogledi z dnevno-politične pritlehnosti dvignil na raven sicer ostrega, ampak argumentiranega in filozofsko podprtega soočenja. In na tej ravni mu nasprotniki enostavno niso bili kos. Tako je Mahnič svojo energijo, znanjem in dialektiko v slovenskem javnem življenju v nekaj letih dosegel korenit preobrat. Katoliško gibanje se je na podlagi njegovih idej slovenski javnosti predstavilo kot nova, sveža, obetavna družbeno-politična sila z jasnim in nedvoumnim programom. Vse javno življenje pregnesti s katoliškimi načeli. Ivan Prijatelj, ki Mahniču prav gotovo idejno ni bil blizu, je priznal epohalni pomen tega njegovega nastopa, ki da je črednemu stanju med Slovenci naredil konec. Kasneje je Prijateljevi oceni leta 1930 pritrdil celo krščanski socialist France Vodnik, ko je Mahniču nadel vzdevek veliki, ter ga označil kot brezprimerno pogonsko silo slovenskega zgodovinopisnega razvoja. Seveda, pomen Mahničeve ločitve duhov je možno svetliti z dveh zornih kotov, z abstraktno-načelnega in pragmatično-političnega. Z prvega se brez dvoma vključuje v sistem pomenov in vrednot že omenjenega nespravljivega katolicizma. V tem oziru ni v nasprotju z resnico, če z ozirom na slog njegovih izvajanj za njegovo katolištvo uporabimo pridevnik izključujoče, mestoma celo nestrpno. To drži. Istega pa ne moremo trditi, če na zadevo gledamo z političnega, zgodovinskega zornega kota. Pri tem moramo imeti pred očmi, da je v drugi polovici 19. stoletja v nespravljivem katolicizmu potekal tihi preobrat od predmodernega k modernemu načinu delovanja. Ta obrat bi lahko s prispodobo opisali kot prehod od pridobivanja knezov in kraljev k pridobivanju ljudskih množic. Uveljavilo se je prepričanje, da se bodo katoliška stališča uveljavila le, če bo katoliškim voditeljem uspelo zanje pridobiti ljudstvo. Tudi Mahnič se je torej zavedal, da je družbeni razvoj vodil v čedalje večjo soudeleženost širokih ljudskih mas, da se bodo za družbeno prevlado svobodno zavzemali različni svetovni nazori in da katoličani ne morejo pričakovati, da se bodo njihove vrednote udejanjali, če se za to ne bodo zavzemali sami. Skratka, katoliškosti v bodoče ne bo mogoče ohraniti z ukazom od zgoraj, ampak s pritiskom od spodaj, na primer prek društvene organiziranosti, zadružništva, volilne pravice in tako dalje. Leta 1894 je v Rimskem katoliku izrecno zapisal, navajam, nikoli ne dospemo do radikalne preosnove naših žalostnih protikrščanskih javnih razmer, dokler ne pritisnemo od zdolej navzgor. Seveda Mahnič demokratičnega principa ni imel za poslednje merilo sprejemanja odločitev, je pa visoko ocenil politično svobodo, ki jo je v že navedenem članku označil celo za najvišje naravno dobro, katero so nam nebesa podarila v 19. veku. To so Mahničeve besedi o politični svobodi. Ter pomenljivo dodal, da bi jo le znali izkoriščati, namreč svobodo. Kot je svoj čas ugotovil že Anton Slodnjak, smo torej pred zanimivim paradoksom. Mahničev poziv k ločitvi duhov na Slovenskem namreč ni le utrdil katoliškega bloka, ampak je dosegel tudi premik slovenskega naroda v smer moderne, demokratične, na soočenju idej sloneče družbe.
V kombinaciji s sočasnim socialnim gibanjem, ki ga je spodbudila okrožnica papeža Leona XIII. Rerum Novarum, je torej Mahničeva misel prispevala, da se je tudi na Slovenskem uveljavil izraz krščanska demokracija in ki je v zahodni in srednji Evropi pomembno prispeval k utrditvi demokratične, svobodne in socialno pravične družbe. Do nesporazumov prihaja, ko se pri ocenjevanju Mahniča ustavimo le pri načelnem zornem kotu, povsem pa spregledamo dinamični vidik vse zgodbe, namreč, da so ravno Mahničeve ideje utrdile pogoje, potrebne za razvoj pluralne, na soočenju idej interesov sloveneče družbe. Če pa na zadevo gledamo retrospektivno, na osnovi izkušnje celotnega 20. stoletja, pridemo lahko do napačnega sklepa, da gre izvir vse nestrpnosti, izključevalnosti, bratomornega nasilja, ki jo omadeževalo to našo zgodovino, iskati pri Mahniču in njegovi ločitvi duhov. V tem sklepanju pa je nekaj narobe. Najprej, tudi drugod po Evropi je moderni politični in socialni katolicizem izšel iz nespravljivega, ne iz liberalnega katolicizma. Pričemer odgovornosti za kasnejše razdore običajno ne pripisujemo nespravljivemu katolicizmu. Nisem še na primer zasledil, da bi denimo kdo odgovornost za državljansko vojno, ki je divjala v Italiji, tudi Italija imela državljansko vojno, 2 leti trajala, da bi kdo odgovornost pripisal patru Liberatoreju ali Giuseppeju Toniolu iz 19. stoletja. Je bila Mahničeva politična ideologija res tako radikalno drugačna od drugih sorodnih katoliških gibanj? Moje mnenje je, da ni bila drugačna. Res, njegova polemična ost je bila mestoma res pikra in odljudna, toda v osnovi je njegova ideologija vsebinsko povsem primerljiva z nespravljivim katolicizmom, kakršen se je oblikoval v vsej zahodni Evropi v drugi polovici 19. stoletja. Mislim torej, da so teorije kontinuitete, ki niti sedanje slovenske razklanosti vlečejo nazaj do bratomorne vojne in preko lete vse do Mahničeve ločitve duhov, če ne do srednjega veka, da gre za rekonstrukcije ex post, ki ne zdržijo kritike. In tu bom navedel pesnico Dolores Terseglav, hčerko znanega krščanskega socialista Franca Terseglava, ki je leta 1988 na Dragi izjavila, da sicer obsoja ekstremizem v lastnih vrstah, ampak, in citiram njene besede, da bi bili katoličani ali pa celo ubogi stari Mahnič krivi za to, kar se je zgodilo v 2. svetovni vojni, to se mi pa zdi naivno. Tukaj so bile vseeno na delu malo višje sile. Skratka, med stoletjem Kulturkampfa in stoletjem totalitarizmu ne moramo vleči neke kontinuitete. Ali če si sposodim Kierkegaardovo izrazoslovje. Med Mahničevo brezkompromisno načelnostjo na eni strani in fizično likvidacijo kot sredstvom političnega boja na drugi je kvalitativen in ne zgolj kvantitativen skok. Ta skok je v slovensko kulturo vnesla komunistična revolucija, ne Anton Mahnič. S tem ne zanikam nestrpnosti in napačno razumljene gorečnosti, ki sta bili v slovenskem pred- in medvojnem katolištvu nedvomno tudi navzoči in ki sta se deloma navdihovali pri Mahničevem načinu argumentiranja, ampak oporekam pa vzročno-posledični povezavi, po kateri naj bi bila Mahničeva ločitev duhov vzrok slovenske bratomorne vojne. Joško Pirc, ki bo nastopil za mano, se je na Dragi v istem letu v svojem predavanju vpraševal, zakaj je od Mahničeve ločitve duhov dalje razvoj vodil v razhod, ne pa v normalnost pluralizma. Vprašanje je legitimno. Tu bi pripomnil, da je evropsko katolištvo za ovrednotenje osebnega principa, dialoga, medsebojnih razlik ter idejnega pluralizma zorelo postopoma. Najmočnejši sunek v to smer pa se je zgodil v kontekstu zahodnoevropskega razcveta povojne svobodne družbe po letu 1945, ki je slonila na načelih pravne države, demokracije in socialne pravičnosti, ter na radikalni zavrnitvi desnih in levih totalitarizmov, kakor tudi vsakovrstnih avtoritarnih režimov.
Gre za razvoj, ki ga je spremljalo cerkveno učiteljstvo od Pija XII. Do drugega Vatikanskega koncila z novimi poudarki in jasnimi izbirami v prid spoštovanja dostojanstva vsakega posameznega človeka ter njegove neodtujljive svobode. Tega razvoja pa slovensko katolištvo ni moglo v polnosti doživeti in ponotraniti, ker je bilo ravno takrat za 50 let potisnjeno v katakombe. Ta okoliščina je usodno zaustavila tudi razvoj njegove misli, onemogočila, da bi se zgodilo to, kar se je zgodilo drugod po Evropi, namreč, da bi se ločitev duhov po naravni poti razvila v pluralizem, ne pa da je ostala tam, kjer je z Mahničem začela, to se pravi pri razhodu. Tega pa ni bil kriv Mahnič, ampak pol stoletja nesvobode. Če to upoštevamo, lažje razumemo, zakaj se Mahničeva ločitev duhov ni mogla in se v nekem smislu še danes ne more povsem sproščeno odpreti kulturi dialoga in pluralnosti. Za zaokrožitev teme ločitve duhov pa je potreben še en razmislek. Iz zavrnitve teze o domnevnih zleh posledicah Mahničeve ločitve duhov z mojega zornega kota ne sledi promoviranje nasprotne teze, namreč vnovične akcijske aktualizacije Mahničeve misli. V svojem času je bil Anton Mahnič nedvomno pravi mejnik v slovenskem zgodovinskem razvoju. Vzorci njegovega delovanja pa niso neposredno prenosljivi v kasnejši čas, niti v današnjega ne. Recimo v 30 letih prejšnjega stoletja so se na primer v Sloveniji, recimo mladci Kristusovega kralja, izrecno deklarirali za Mahničeve učence. Ampak tukaj se moramo vprašati, do katere mere upravičeno. Seveda v nekem abstraktnem, načelnem smislu je že mogoče, ampak vmes je bila ena prva svetovna vojna, vmes, ko so v 30 letih je v Rusiji že bil bolševizem, v Italiji fašizem, v Nemčiji povsem drugačne okoliščine. Je mogoče vse ideje, recimo slovenskega katoliškega 30 let prejšnjega stoletja izpeljati iz Mahniča? Vprašanje. Vprašanje je tudi, ali smemo Mahniču z ozirom na slog njegovega nastopanja, način vsebino njegovega argumentiranja priznati tisto brezčasno sporočilnost, ki jo Slovenci zaznavamo, ko proučujemo osebnosti, kot sta denimo Anton Martin Slomšek na področju narodne prebuje ali Janez Evangelist Krek na socialnem področju. Zakaj bo, po mojem mnenju, Mahnič žal težko požel to vrstno vseslovensko, vsenarodno priznanje? Po mojem mnenju zato, ker si za svoje poslanstvo ni zadal naloge, da duhove združi, ampak da jih loči, ampak ne v smislu razkole, v smislu razlikovanja. Seveda je v družbi navzoča in tudi potrebna obojna dinamika, združevalna in ločevalna ali razlikovalna. V časi svoje družbeno-politične angažiranosti v slovenskem javnem življenju, njegovo škofovanje na Krku je druga stvar, drugo poglavje, je Anton Mahnič nedvomno deloval v tem drugem smislu. Bil je kamen spotike, nevihta skrasa, kot ga je nekdo označil. Prevzel je zahtevno in nehvaležno nalogo, saj je dobro vedel, da mu ne bodo vsi ploskali, ampak da so kljub temu koraki, za katere se je zavzemal, v tistem trenutku potrebni in da je za njimi stal z vso dušo in vsem telesom. V tem smislu je torej imel France Vodnik prav, ko ga je definiral veliki Mahnič. Hvala. Hvala profesorju Simčiču za vaše misli in uvide. Zdaj pa prosim teologa, monsignorja dr. Joška Pirca, da nam spregovori o presežnosti in omejenosti Mahničeve vizije človeka, družbe, kulture in zgodovine. Lepo pozdravljeni. Se zahvaljujem najprej zgodovinarjem, Grandi in drugim, ki so me malo osvobodili zdaj, te zadnje trenutke, ker so toliko takega povedali, kar bi pravzaprav tudi sam in me na nek način potrdili v tistem svojem razmišljanju. Nisem navajen brat, zato ker sem zmeraj govoril samo prosto, ampak to bi bilo predolgo in zato sem vseeno skušal biti
zvest svojemu tekstu. Če bo malo daljše, kot je predpisano, so prosili, tisti so mi pa tudi meni že ves čas vzeli, tako da bo tudi jaz dobro. Spoštovani in dragi prijatelji, verjetno smo že utrujeni in nasičeni s tako zahtevnim in bogatim programom današnjega dne. Zato sem se odločil, da vam preprosto posredujem svoje razmišljanje o Mahničevi viziji. Zraslo je in še vedno se dopolnjuje na podlagi skorajda 50-letnega soočanja s pisnimi viri in pričevanji v naši slovenski polpretekli zgodovini od sredi 19. stoletja dalje. Nisem se posvečal samo Mahniču in Ušeničniku, ampak sem imel v mislih neprestano pot našega katolištva kot takega v tej dobi. Svoje razmišljanje vam preprosto podarjam kot prispevek k celovitejšemu razumevanju in vrednotenju Mahniča in njegovega nastopa na Slovenskem. Izsledke želim predstaviti v točkah, kot so nakazane v povzetku. Prvič, specifičnost slovenskega konteksta. Osnovne geopolitične značilnosti prostora Mahničevega nastopa poznamo. Srednjeveški družbeni red je prinesel razkosanje narodnostnega ozemlja med različne zemljiške gospode. Na tej osnovi so se s časoma izoblikovali bolj ali manj avtonomne dežele, kar je vsekakor oviralo kljub enotnemu vodstvu enoten narodnostni razvoj. Vpliv te tisočletne razdeljenosti je vsekakor ena od pomembnih specifičnih značilnosti slovenskega konteksta Mahničevega delovanja. Krščanstvo je postavilo Slovence v zahodnoevropsko kulturno območje. Na Slovenskem so odmevala z večjo ali manjšo zamudo vsa pomembna duhovna gibanja Evrope od reformacije in humanizma do liberalizma in socializma. Posebno močno pa je odjeknila katoliška prenova ob koncu stoletja, čemu je dejansko posvečeno moje razmišljanje. Specifičnost konteksta Mahničevega nastopa je namreč duhovna diferenciacija znotraj slovenskega naroda, ki je delaj izbruhnila in dobila splošno sprejeto ime ločitev duhov. Predhodna doba so bile nekakšno otroška leta slovenskega naroda. Svetovno-nazorskih razlik skoraj da ni bilo. Široke ljudske množice so vodili narodno-zavedni duhovniki. Zanimiv podatek, ki daje misliti. Škofijskih duhovnikov naj bi bilo okrog 2000 in prav toliko ali še več redovnikov in redovnic. Vseh drugih intelektualcev, laikov je bilo relativno malo. Krščanstvo, katolištvo je Slovencem pomenilo nekaj naravnega, nekaj, kar se je v stoletjih spojilo z narodno dušo. Drugi točka, povezanost in različnost Mahničevega prizadevanja za katoliško prenovo s podobnimi gibanji po Sloveniji, po Evropi. Mnogi preprosto enačijo Mahniča z ločitvijo duhov med Slovenci, ki je prvotno pomenila jasno in brezkompromisno svetovno-nazorsko ločitev med katoličani in svobodomislici. V nadaljnjem procesu pa tudi ločitev celotnega socialnega, političnega in kulturnega narodovega življenja na načelni podlagi. Korenine segajo v 60. leta, kot je omenil Granda, ko je prenehalo obdobje Mahovega absolutizma. Mlada inteligenca se vrača domov iz evropskih univerzitetnih centrov, navdušena za liberalne ideje in prežeta z naprednejšimi političnimi pogledi. Pod njenim vplivom in vodstvom se je narodno gibanje močno razmahnilo. O tem so se izoblikovali dve struji, staroslovenci in mladoslovenci. Starejši rod narodnih voditeljev, med katerimi so imeli odločilno besedo duhovniki, je pripadal glavnem staroslovencem.
Večino mladoslovencev pa so sestavljali učitelji, uradniki in nastajajoče slovensko meščanstvo. Program mladoslovencev je obsegal smelejše zahteve po demokratizaciji političnega življenja in po večjih pravicah slovenščine v šolah, sodstvu in upravi. Osebni pogum in pripravljenost za delo sta napravljala njihov program zelo privlačen. Sredi preprostega, tradicionalnega katoliškega ljudstva niso hoteli zaostrovati načelnih razlik. Sami so bili bolj ali manj prepričani sodomisleci v smislu filozofskega materializma, darwinističnega evolucionizma in liberalnega katolicizma, nazorov, ki so bili tedaj moderni v vrstah avstrijske meščanske inteligence. Stanje se je spremenilo po letu 1868, ko so načelne nasprotja privela na dan ter privedla v začetku 70. let do prvega kulturnega boja na Slovenskem. Aleš Rešeničnik pravi za leto 1872, da sta bila tedaj med Slovenci že očitno dva tabora. Navajam, enemu je še bilo geslo vse za vero dom cesarja, drugi pa je s klici nič od vire proglasil geslo vse za domovino, omiko in svobodo. Vse je izgledalo, da se bo razvilo pošteno in odkrito soočenje dveh različnih svetovnih in življenjskih nazorov, ki bo vodilo v zdravo medsebojno tekmovanje. A liberalna mladina ni bila sposobna, da bi se posvetila resničnemu načelnemu boju. Mladi inteligenti in uradniki so sicer bahavo oznanjali svoje svobodomiselne poglede na svet in življenje, gledali zviška na preprosto ljudstvo in podcenjevali njegove verske in moralne nazore. Toda pri tem so se raje zadovoljevali s protiklerikalnimi frazami, kot pa skrbeli za globino in premišljenost svojega svetovnega nazora. Od njihova nenačelnost in oportunizem. Prvi načelni boj na Slovenskem se je kmalu sprevrgel poplavo žaljivih in osebno pobarvanih besednih bitk po dnevnem časopisju. Velik del Slovencev je v sojosnem slogu, ki je zadajala nenehne udarce in neuspehe narodnemu uveljavljanju. In to tedaj, ko je nemški pritisk najbolj rastel. Številčno šibkejši, predvsem pa breznačelen in oportunističen tabor je prvi začel popuščati. Leta 1875 je nastopila dolgotrajno obdobje puhlega in brezbarvnega slogaštva, v katerem je slovenski narod socialno in kulturno nazadoval. V to gnilo in strohopetno slogaško ozračje je prihrumela nevihta s Krasa, kakor je Mahniča imenoval Gregorčič. V javnosti se je začel oglašati leta 1882. Zahteval je jasno in odločno načelno ločitev med katoličani in liberalci. Leta 1884 se je razplamtel pravi načelni boj ob 12. večerih v katoliškem dnevniku Slovenec v Ljubljani. Načelna sloga se je dokončno razbila 1888, ko je začel izdajati Rimski katolik, prvo svetovnonazorsko revijo na Slovenskem. Že samo ime Rimski katolik jasno kaže na Mahničevo povezanost z ultramontanističnim in podobnimi radikalnimi gibanji nepopustljivih katoličanov po Evropi tedanjega časa. Navdihoval se je posebej pri naslednjih, samo omenjam kratko. Louis Gaston de Ségur, 1820-1881, apostolski protonotar kanonik kapitlja Saint-Denis v Parizu, pionir katoliškega socialnega gibanja in eden najplodovitejših francoskih katoliških apologetov stoletja, znan po svoji izredni načelni borbenosti in ostrini. Drugi, španski, katalonski duhovnik Félix Sardá i Salvini, 1844-1916, izredno plodovit publicist in priljubljen duhovni pisatelj v Palma de Mallorki,
eden najpomembnejših predstavnikov španskega katoliškega integrizma svojega časa. Zaradi neposredne bližine je Mahnič dobro poznal razmere med italijanskimi katoličani, med katerimi je bilo gibanje intransigentov, nepoučljivih, prav v severni Italiji najbolj razširjeno. Osebno se je Mahnič srečal posebej s predstavniki avstrijskega radikalnega katolištva, z možmi der Schärferer Tonart, tako poroča v svojem potopisu iz Gorice na Dunaj, v drugem letniku rimskega katolika. To so bili Sebastian Brunner, 1814-93, apologet in izredno oster katoliški publicist in kritik, vplival že na duhovnika Luka Irana, Karel Löger, večkratni dunajski župan, Jozef Scheichner, ki je bil eden glavnih in najbolj gorečih sodelavcev Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus Österreichs, ki je bil najbolj radikalen katoliški časopis za duhovnike. Omenjene osebnosti in gibanja potrjujejo, da Mahniča res lahko imamo za pripadnika evropskega ultramontanizma in gibanja radikalnega katoliškega gibanja nepopustljivih. Stiki z njimi pa nam tudi pomaga razumeti, pri kom se je Mahnič navdihoval za ostrino in bojevitost svoje kritike. Ali je po vsem tem Mahnič preprosto pravi ultramontanist, ko ga je opredelil Ciril Sorč na simpoziju v Rimu? Po mojem mnenju je ta opredelitev nepopolna in zato tudi ne izrazi zadosti celovito Mahničevo osebnost in delovanja. Reči Mahniču katoliški ultramontanist pomeni preprosto ukalupiti ga v določen model, ki so ga iznašli zgodovinarji za razumevanje dogajanja v katoliški cerkvi v 19. stoletju, pri iskanju novega odnosa z družbo in svetom po propadu dotedanjega reda. Mahničevi spisi res nedvomno izražajo ultramontanistične, radikalne, nepopustljive katoliške poglede. Toda njegovo izhodišče ni neki strukturalni, institucionalni pogled na odnos cerkve do moderne družbe ali politični, države in kulture, marveč eminentno virski, duhovni. Pred očmi ima celo kupni slovenski narod in njemu hoče ohraniti najsvetejše vrednote. Mahničev program je mogoče strniti v nekakšen silogizem. Katoliki smo Slovenci, da ga ni morda pod soncem naroda, ki bi bil tako čisto katolišk, kakor mi. Ta tisočletni dragoceni zaklad pa danes ogrožajo krivi nauki, ki privedo k odpadu od krščanstva, ki bi bil pogubnejši, kakor povrat k staremu poganstvu. Mi pa hočemo temu narodu sveto služiti, zato mu bomo branili rimsko-katoliško vero, odločno zavračaje vse napade na njo, naj pridejo odkoderkoli, ter zidati na tej veri, iz katere je pognalo slovensko deblo svoje korenike in iz katere hočemo, da se razsveti tudi naša prihodnost. Jaz sem povezoval različne stvari iz prvega in tretjega vodnika v prvi in tretji letnik rimskega katolika. Ta celostna, versko-duhovno-zgodovinska vizija, ki je navdihovala in vodila Mahniča, po mojem mnenju presega običajne opredelitve ultramontanizma in nam omogoča, da Mahničevo prizadevanje razlikujemo od tedanjih podobnih radikalnih katoliških gibanj po Evropi. Hkrati pa postavlja v ospredje Mahniča kot osebo, človeka, vernika, duhovnika, ki je z vsemi svojimi močmi iskreno do konca predan temu programu in ga ne vodijo nikakršni zasebni, družbeni ali politični interesi. Tretjič. Mahničev program
radikalna načelnost in prenova vsega osebnega in družbenega življenja po katoliških načelih. Tukaj bom navedel samo 3 naslove. Najprej vodilno mesto in vloga katoliških načel, drugič odločitev za radikalno katolištvo, tretjič vsestranska katoliška narodna, družbena in kulturna organizacija. Ne bom razlagal, ker bi šlo to predaleč. S tem svojim programom se Mahnič pridružuje zamisli papeža Leona XIII., kako postopoma ponovno pokristjaniti sodobno družbo, ki se je oddaljila od Boga, Kristusa in Cerkve, in tudi geslu naslednika Pija X. Instaurare omnia in Cristo. Obnoviti vse v Kristusu. Tako prihajam do tistega, kar verjetno ste tudi vsi pričakovali in kar sem izrazil v svojem naslovu, da se posvetim presežnosti in omejenosti Mahničevega programa in prizadevanja. Najprej presežnost, nekaj misli. Prvič, antropološki vidik. Gesla, načela, načelnost, načelni preporod, načelna vzgoja, življenje po načelih zavzemajo odločilno vlogo v Mahničevem pogledu na človeka. Njegov ideal človeka je človek, ki je prežet z načeli in ki je do konca zvest svojim načelom. Končno je to ideal, kateremu po svoje teži vsak človek. Velika Mahničeva zasluga je, da je prebudil v Slovencih, posebej v katoličanih, globljo zavest, kako pomembna je načelna jasnost, trdnost in zvestoba osebnemu prepričanju, ter da je sprožil gibanje, ki je skušalo to tudi uresničiti v vsem osebnem, družinskem, družbenem in kulturnem življenju. Drugič, izredna pozornost za aktualna idejna, družbena in socialna vprašanja. V tem vidim tudi presežnost. Osrednjo pozornost je Mahnič posvečal problematiki liberalizma in katoliškega liberalizma. Hkrati pa je pokazal izreden čut za vso aktualno družbeno in socialno problematiko. Takoj se je zavedal nujnosti narodnostnega, šolskega, socialnega in ženskega vprašanja ter pomembnosti sredstev družbenega obveščanja v javnem življenju, tedaj zlasti stiska in slovstva. Z vso odločnostjo je nastopil proti malikovanju države in narodnosti ter poveličevanju kapitala na račun brezpravnih delavskih množic. Uvidel je pomembnost demokratičnega sodelovanja širokih ljudskih množic v politiki in takoj sprejel pobudo papeža Leona XIII. Z okrožnico Rerum Novarum 1891 in s tem novo socialno usmeritev katoliške cerkve, tako da ni spregledal nobenega od teh pomembnih vprašanj. Preroški uvidi, znamenje časov, samo kot izraz, ki ga je že on uporabljal, kar se je v katoliški teologiji nekako začelo uveljavljati šele v neposrednem pripravi na drugi Vatikanski cerkveni zbor, nekako od 50 let prejšnjega stoletja dalje. Drugič, za slovenske razmere najdemo zanimiv Mahničev družbeni narodnostni preroški uvid leta 1889, ko z vso odločnostjo poziva katoličane, da se strnejo v političnem delu, je omenil Granda, da liberalcem, navajam, ne bo drugega ostajalo, nego ali brezpogojno glasovati za katoliške narodne kandidate, ali pa proti tem zavezati se z narodnimi nasprotniki, z nemškrutarji, kar se je dejansko zgodilo nekaj let kasneje. Tretjič, na neki način bi tudi lahko rekli, da se je Mahničevo prepričanje glede prihodnosti Avstrije uresničilo, ko je zapisal, navajam, gospodstvo katoliškega načela bo Avstrijo rešilo, gospodstvo načela liberalnega jo bo pokopalo. Habsburško cesarstvo
v katerem je dolgo vladala relativna enakopravnost narodov, je namreč dejansko pokopal pretirani nemški nacionalizem, ki je bil idejno končno sad liberalizma. Naslednja točka. Mahničeva preroškost se pokaže tudi ob napovedih bližajoče se svetovne vojne in socialistične revolucije. Ko poroča na primer o rivalstvu Rusije in Anglije na Bližnjem vzhodu, zapiše že leta 1895 preroške besede. Svetovni položaj je zelo negotov in vsak dan zna zbruhniti plamen vesoljne vojske. Po njegovem prepričanju so grehi, ki jih je zagrešila liberalistična krščanstvo odtujena Evropa, tako veliki, navajam, da se bodo v nadaljnji prihodnosti vršil radikalen prevrat, ki bo sedanjemu društvu in državi dal novo lice. In ker so ti grehi, pravi, socialno-političnega značaja, zato bo kazen, navajam, socialno-politična revolucija. Njegova predvidevanja so sicer sad apologetičnih, virskih, katoliških predpostavk in nezgodovinske politično-sociološke analize, pričajo pa vendar o izostrenem razumevanju najglobljih idejnih korenin dogajanja v družbeni in kulturni zgodovini narodov tedanjega časa in naslednjega stoletja. Zadnja točka teh stvari, predzadnja. Vizija nove krščanske družbe pod narekovajem. Mahnič svoj program in cilj uskladi z učenjem in prizadevanjem Leona XIII., ki je veroval, da je mogoče sodobno družbo znova pokristjaniti. Predstavljal si je, da se to lahko zgodi tako, da postavijo kristjani na noge svojo katoliško organizacijo na političnem, gospodarskem, vzgojnem, socialnem in kulturnem področju. Pomembni katoliški zgodovinarji imenujejo to zamisel Leona XIII., ki so je na to nadaljevala tudi papeža Pij X. in Pij XI., zamisel, pod narekovajem, nove krščanske družbe, ki se je zgledovala po srednjeveški korpus kristjanom. Krščanski družbi v tej zamisli in zato tudi v Mahničevem programu je mogoče gledati tisto veličastno vizijo, ki se opada z vesoljnim, božjim odrešenskim načrtom, osrediniti v eni glavi v Kristusu vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji, v Efežanih. Vizijo, ki se je kristjan ne more in ne sme nikoli odpovedati. Zato presežnost tudi te vizije pri Mahniču. In zadnja presežnost, Anton Mahnič sam kot človek, duhovnik in javni delavec. Presežnost Mahničeva nastopa in prizadevanja vidim končno v njem samem, v njegovi osebnostni, etični in življenjski drži in delovanju. Ni iskal, tako piše, niti slave, niti katerega koli dobička, ampak se je boril le za priznanje Boga in njegovi resnici, pri čemer bi sam najraje ostal nepoznan, skrit, zapiše. Prevzemala ga je resnična, iskrena ljubezen do slovenskega naroda, slovenskega jezika in slovenske kulture. Takšno osebnostno, etično življenjsko držo so mu priznavali tudi nasprotniki. In zadnja točka, 5. Omejenost Mahničeve vizije človeka, družbe, kulture in zgodovine. Končno naj skoraj da samo naštejem omejenosti Mahničeve vizije, saj bi vsaki lahko posvetil samostojen simpozij. Spremljajo me in se dopolnjujejo skozi ves čas mojega študija in razmišljanja o naši slovenski polpretekli zgodovini. Nanašajo se na pogojenost Mahničevih pogledov s tedanjim splošnim razumevanjem človeka, družbe in kulture v katoliški cerkvi, na njegove odločitve glede programa katoliške prenove v slovenskem kontekstu in na njegove osebnostne značilnosti. Prvič. Istovetenje slovenstva s katolištvom. Najprej treba poudariti, da ni mogoče zanikati, da Mahnič res v nekem smislu istoveti slovenstvo s pripadnostjo katoliški veri in cerkvi.
Takšen zgodovinski pogled na odnos med slovenstvom in katolištvom je pomembno zaznamoval vse dogajanje na Slovenskem, od narodnega prebojenja sredi stoletja dalje. Ni mogoče sprejeti zgodovinskega dejstva, da je Mahničevo stališče nekakšen odmev stoletnega problema pri mnogih evropskih in drugih narodih, kako priti do mirnega sožitja med pripadniki različnih veroizpovedi in različnih svetovnih nazorov in ideologij. Istovetenje slovenstva s katolištvom se je v Mahničevem času povezovalo tudi z razmišljanjem o prihodnosti slovenskega naroda kot takega. Načelnostni razkol na Slovenskem, pravi Mahnič, je usodna rana na našem narodnem telesu, katera, ako se ne zaceli, nas prej ali kasneje narodno ugonobi. Morda je zato mogoče razumeti istovetenje slovenstva in katolištva tudi kot izraz nekakšnega podzavestnega, egzistencialnega strahu, da namreč lahko zagotovi slovenskemu narodu preživetje v prihodnosti samo monolitna, katoliška oziroma idejna monolitnost. Na sredi vsega razmišljanja, študija, enkrat v Rimu, davnih letih nazaj, tam v začetku 80-ih let, sem imel pogovor z Janezom Stešarjem in smo predstavljali te poglede in razmišljanje. In ne bom nikoli pozabil na terasi, ko smo govorila, kako pravzaprav je rekel, ja, mi smo takrat vsi mislili, takrat je bilo prepričanje, da samo monolitnost je tista, ki nas lahko ohrani. In zato je bilo tako težko sprejemati to, kar se je zgodilo, ta duhovna, idejna diferenciacija v našem narodu. Misel je bila, da bomo zaradi nje propadli. Slednjič je beseda o viri kot najvišji vrednoti in Mahničevem odgovoru na morebitno alternativo ali vera ali narodnost. V filozofskem smislu, z vidika metafizike in stališča virnega človeka, je imel Mahnič gotovo prav. Tako izoblikuje alternativo ali Slovenec ali katoličan, ki pa se po svojem bistvu izkaže za nesprejemljivo. Zgrešenost te alternative je v postavljanju vire in narodnosti na isto raven oziroma v isto lestvico vrednot. Slovenec sem in katoličan. Eno in drugo določa moje bistvo. Ne enemu, ne drugemu se ne morem in ne smem odpovedati, tudi za ceno življenja. Drugič, problematičnost metode vsestranske ločitve duhov in obsodbe katoliškega liberalizma. Gre za drugo problematično točko, ki jo moramo v tem mestu pozorneje obdelati. Metoda ločitve duhov postane problematična, ko se svetovno-nazorske ravni prenese v konkretno družbeno življenje in v medsebojne odnose. Mahnič nedvomno na mnogih mestih v svojih spisih zahteva ne le jasno idejno ločitev, ampak tudi vsestransko medsebojno ločitev oseb, različnih prepričanj in njihovega družbenega in kulturnega udejstvovanja. Vendar pa ne izključuje možnosti kompromisa z njimi, ko gre za narodno stvar. Piše, od časa do časa roko si seči, ter skupno zaganjati volka, ki hoče oba raztrgati. Prav to dvoje zadržanje Mahniča prepričljivo vodi do morda najpomembnejšega uvida, ki se nam je že večkrat ponujal, kako pravilno presojati Mahničevo metodo ločitve duhov in oseb. Mahniču ne gre v prvi vrsti za boj proti modernim nekrščanskim ali protikrščanskim idejnim tokovom kot takim, ampak za boj proti njihovemu vplivu na katoličane, predvsem za boj proti katoliškemu liberalizmu in za ločitev od liberalnih katoličanov. Tretjič, katoliški načelni in družbeni radikalizem. Na osnovi zgodovinske bistvene povezanosti med slovenstvom in katolištvom predlaga Mahnič radikalni, načelni in družbeni kulturni katolicizem.
Gre za srčiko njegovega programa, s čimer je odločilno vplival na nadaljnje versko ter družbeno-kulturno dejstvovanje slovenskih katoličanov, namreč za središčno vlogo načel in zahtevo po radikalnem katolištvu. Nekaj kritičnih besed. Poleg presežnega vidika, o katerem smo zgoraj govorili, skriva ta osredotočenost na načela in načelnost v sebi tudi določene enostranosti in pretiravanja. Hote ali ne hote, načela ostanejo vedno nekaj bistveno intelektualnega. Zato pa se njihovo neprestano poudarjanje ne more popolnoma izogniti enostranskemu intelektualizmu in racionalizmu, ki, potem, ko sta bila izgnana skozi vrata, udira skozi okno nazaj. Osebna vera in pristno versko življenje se je zato prevečkrat le predpostavljalo, kar je verskemu prepričanju pogosto dajalo značaj katoliške ideologije, socialnega, političnega in kulturnega udejstvovanja slovenskih katoličanov. O prerezu Mahničevih spisov se ponujata dve ugotovitvi, ki vodita tudi do dveh kritičnih pripomb glede Mahničevega programa radikalnega katolištva. Prva ugotovitev se nanaša na Mahniča kot takega, na njegovo osebo samo. Da se je kot osmošolec javno zavzel za radikalno katolištvo, si ni mogoče razlagati drugače, kot da je pri tem sledil spontano svojemu značaju in svoji trdni katoliški vzgoji v domači družini. Zato je treba njegovo trditev, radikalnost je človeku prirojena, človek je radikalec po razumu in volji, razumeti najprej glede njega samega. Mahnič svojo osebno značajsko in življenjsko naravnanost posploši na človeka kot takega. Človek kot tak, pa po svojem rojstvu, nasplošno, ni radikalec, ampak največkrat prej kompromisarski, nenačelen, neradikalen, šele z vzgojo in osebnim prizadevanjem mora zrasti v načelni in življenjski radikalizem. Druga ugotovitev pa se nanaša na zgodovinsko pogojenost Mahničeve odločitve za radikalno katolištvo. Očitne povezave in navdihovanje pri radikalnih katoliških gibanjih po Evropi, o katerih smo govorili, nas privedejo do druge kritične globalne pripombe glede Mahničevega programa. Nobenega dvoma ni, da se Mahnič na osnovi svoje osebne naravnanosti in odličnega poznanja dogajanja med evropskimi katoličani odločil za radikalno katolištvo v ultramontanističnem, brezkompromisnem, borbenem in integralističnem smislu. Mahničeva odločitev za program radikalnega katolištva se uvršča med ostale podobna radikalna katoliška gibanja po Evropi, ki so videla edini jez pred napredujočo moderno nesekularizacijo in razkristjanjevanjem. Prav na to trditev pa se obrača naša kritična pripomba. Ni namreč mogoče zagovarjati, da je bil takšen radikalen katoliški program, kot da je hotel veljaviti Mahnič in za njim slovensko katoliško gibanje edino možna rešitev, odločitev. Radikalni in transigentni, integralistični katolicizem je bil prisoten pri vseh katoliških deželah, toda kot eno izmed gibanj med katoličani, in to manjšinsko. Na Slovenskem pa je postal edina uradna usmeritev, ki naj bi se ji podvrgli vsi slovenski katoličani, edini slovesno proglašeni, uzakonjeni program vsega njihovega družbenega in kulturnega delovanja. Prav v tej ekskluzivnosti se kaže njegova problematičnost. Morda pa nam naslednja preprosta ugotovitev pomaga bolje razumeti, kaj se je tedaj zgodilo. Naš slovenski prostor je majhen. Kar se v večjih, velikih narodih razporedi na celoten prostor, tako da ekstremna stališča nikoli ne prevladajo, to se pri nas ni moglo zgoditi. Prevladala je ena usmeritev, tista, ki je imela najmočnejše idejne in operativne voditelje. Temeljno usmeritev slovenskemu katoliškemu gibanju je na poseben način vtisnil Mahnič. Odgovornost njegovih naslednikov pa je,
kako so njegovo dediščino razumeli in uresničevali v za cerkev in kristjane vedno novih zgodovinskih, družbenih in kulturnih razmerah. In zadnje, utopija nove krščanske družbe. Mahničev nastop je mogoče dobro in pravilno razumeti znotraj obzorja idejnega in družbenega prehajanja nekdanje krščanske v moderno postkrščansko evropsko družbo in kulturo. Svoj program in cilj Mahnič uskladi z učenjem in prizadevanjem Leona XIII., ki predstavlja prvi poskus, kako premagati družbeno in kulturno izolacijo kristjanov in cerkve, ki se je zgodila v stoletju po srednjem veku. Pomembni katoliški zdravilni imenujejo njegovo zamisel, kot smo slišali, obnovitev nove krščanske družbe, v kateri se je vse zasebno in javno družbeno življenje ravnalo po krščanskih načelih. Označujejo ti zgodovinarji kot preživelo in neuresničljivo utopijo v spremenjenih zgodovinskih razmerah modernega časa. Dejansko se je izkazalo, da je takšno vsesplošno novo pokristjanjenje modernega človeka, družbe in kulture, kot si ga je predstavljal tudi Mahnič, nemogoče zares prava utopija, ki pa lahko kot vizija novega neba in nove zemlje vedno navdihuje. In sklepna misel. Prvi naslov tega prispevka, ki se mi je spontano v trenutku porodil 16. julija, je bil Presežnost in omejenost Mahničeve utopije. V nadaljevanju pa je bolj umirjeno in stvarno izoblikoval v sedanjega. Sredi najbolj intenzivnega priprave in razmišljanja prejšnjega tedna pa se mi je prvič v vseh teh desetletjih nenadoma porodila misel, ki me je osebno prevzela v svoji kontradiktornosti. Mahničev poseg in prizadevanje za načelni in življenjski katoliški radikalizem lahko postaneta izziv in povabilo slovenskim katoličanom, pa zakaj ne, tudi vsem ljudem dobre volje, k prav tako radikalni odločitvi in prizadevanju za dialog, spoštovanje in spravo ter iskreno sodelovanje med vsemi Slovenci pri graditvi skupnega doma. Morda pa bi lahko tudi ta izziv in povabilo postala skupna Mahničeva dediščina. Hvala lepa. Zelo smo veseli, da je z nami tudi dr. Saša Ilič, ki na Hrvaškem vodi postopek za beatifikacijo Božjega služabnika škofa Mahniča in se torej z njim srečuje tudi na nek drug duhoven način. In nas zelo zanima, kaj več o tem svetniškem življenju škofa Mahniča in tudi ne nazadnje verjamem, da bomo slišali, kaj se dogaja v tem postopku, ki sedaj traja že 12 let. Tako da vse to vam predajam besedo, dr. Ilič, prosim. Hvala. Spoštovani gospodi in gospe, dragi udeleženci simpozija, dozvolite mi, da vas naprej prav tako pozdravim imenu krškega škofa, monsignora Ivice Petalnika, ki s srečnostjo spremlja vaše delo in mi kaže veselje, da se spominjamo velike osebnosti škofa Antona Mahniča. Izražam zahvalnost in svojo hvaležnost organizatorjem tega mednarodnega simpozija, tudi medkontinentalnega, ker se javljamo z New Yorka. In ker so nam dali priložnost, da se danes tukaj z danes spomnimo velike osebnosti naše cerkvene in narodne zgodovine škofa Antona Mahniča. Posebej pozdravljamo vse predavatelje, udeležence in vse s svojim zanimanjem ohranjate Mahničevo misel in njegovo duhovno zapuščino živo. Danes želimo osvetliti življenjem in pomen škofa Antona Mahniča, moža, ki je znamenoval slovenski in hrvaški katolicizem na prelomu stoletja. Vstopil je v zgodovino kot duhovnik, profesor, publicist, škof
In danes kot božji služabnik, katerega sodniški postopek nas kliče razmišljanje o svetosti v današnjem času. Njegovo življenjsko vodilo je bilo jasno. Človek se mora držati načela, pot načela je ozka in državna, todačasna in zmagovita. Svetost ni nekaj zastarelega in nedosegljivega. Nanaša se na vse ljudi, saj Bog želi vsem podariti ljubezen in večno radost. Je dejal papež Benedikt 1. novembra 2012 na slovesni praznik vseh svetih. Svetniki so sjajni znaki Božje ljubezni, ki so živeli edinost med nebom in zemljom. In to tako, da so posnemali Jezusa. Enako se je papež Benedikt spomnil, da tudi v našem času, danes, potrebujemo svetnike in opazil, da nam oni na mnoge načine kažejo, kako danes lahko živimo evangelij. Vsakem izmed njih se je na zelo oseben način Kristus naredil navzoč po svojemu duhu in deluje po besedi in po sakramentih v cerkvi. Karakteristike tistega papeževa govora je bila očita duhovniku Antonu Mahniču Skobilja in je tudi še potrebujemo danes. Po Mahničevi smrti 14. decembra 1920. leta v Zagrebu je njegov spovednik in tesni sodelavec pater Ignacij Radić takoj pričal o njegove svetosti. Radić je zbiral dokumente, zapise in spomine, saj je menil, da ima Mahničev življenjepis značilnost junaških kreposti. V svoji knjizi Ignacij Radić, škof Mahnič z leta 1940, Radić poziva sobrate duhovnike in mlade, ki jih je Mahnič posebej izbiral, naj molijo za njegovo kanonizacijo. In njegova molitev, naslovljena na Blaženo Devico Marijo, izraža prepričanje, da bi sveta in nezvodljiva cerkev ovila okrog glave tvojega očeta, učitelja in voditelja, sjajno krono svetničke slave. Tako da je Radićevo pričevanje je prvi pisani temelj glasu svetlosti ali fama sanctitatis v narodu. Vemo, da je Mahnič bil pokopan v Zagrebu in ne v svoji stolnici v Krku, na Mirovoju, potem na pokopališču, potem v cerkvi svetega Frančiška Xaverija. Njegov grob v Zagrebu je bilo mesto romanja, katoliške mladine Hrvaške in Slovenije. Njegov duh in ljubezen do cerkev in mladine je zadožil pred frančiškani nastavil, da je crkva vedno bila odprta za vse, ki so romali, in ki so prihajali moliti na grob škofa Mahniča. Tudi imamo zapise o hrvaških mladinah in tudi slovenskih. Med njimi sta bila tudi dva kandidata za oltar, Blažen Ivan Merc in božja služabnica Marica Stanković. Leta 2002 so pa po zaslugi krškega škofa Lazarja Župana in frančiškanov Xaverija njegove posmrtne ostanke prenesli v krško stolnico Marijinega Pozetja. Ta dogodek je imel večplastno simboliko. Vračanje škofa, njegovo pastoralno središče, ampak če govorimo o pastoralnem središču ali pastoralnem delovanju škofa Mahniča, krška škofija je zelo majhna. Mahničevo delovanje je veliko. Potem krepitev kolektivnega spomina in začetek konkretnejšega procesa proti beatifikaciji. Kmalu so se na njegovem grobu pojavile zahvalne ploščice in pričevanja o uslišanih molitvah. Ti znaki potrjujejo trajno ljudsko pobožnost tudi danes.
kar je eden od pomembnih elementov postopku beatifikacije Fama Signorum. Ko je bila pridovoljena privolitev zagrebške nadškofije Sari Mahnič v Zagrebu, je bil postopek uradno odprt krški škofiji 14. decembra 2013 na 93. obletnico njegove smrti. Z odprtjem postopka je cerkev priznala obstoj glasu svetosti in dovolila sistematično raziskovanje Mahničevega življenja, njegovih del in kreposti. V postopek so vključeni teološka, tudi zgodovinska komisija, pisana dela in korespondenca, teološka presoja njegovih kreposti, zlasti, preživosti in bolezni in stanovitosti, stanovitnosti v obrambi vere. Po kanonskem pravu ali po dokumentu Sanctorum Mater mora kandidat za beatifikacijo škof Mahnič iskovati naše kreposti vero, upanje in ljubezen, pa tudi razumnost, pravičnost, stanovitnost in zmernost. Pri škofu Mahniču se posebej izstopajo vera in upanje. Vztrajno podjevana njegovih spisih in pastoralnem delu, pa tudi v sprejemanju bolezni, pri kristijanstvu, v Frascatiju, pri Rimu. Ljubezen in ponižnost izraženih njegovih skrbi za mlade, za vse krške škofiji, tudi zunanje škofije. Potem v slovenskem delu, ko vidimo njegovo delovanje, revne iz preprostosti njegovega življenjskega sloveka. Stanovitnost, razvidna v odločni borbi proti sekularizmu in liberalizmu, vedno z oporo v evangeliju in nauku cerkve. Križ in trpljenje, zadnja leta življenja, znamenovana s paralizo in ponižanjem s strani italijanskih oblasti, so bila sprejeta v duhu Kristuseva križa. S tem Mahničevo življenje ustreza cerkvenim merilom za priznanje svetosti. Postopek beatifikacije pa si prizadeva to potrditi skozi podrobno, znanstveno in cerkveno evaluacijo. Mahničev put proti oltarju ima več slovenski pomen. Za cerkev na Hrvaškem in v Sloveniji imamo skupni Mahnič duhovni avtoritet in most med obema narodoma. Za cerkev nasploh njegovo delovanje kaže, da svetost ni ločena od državnega angažmana. Bil je teolog, pisec, polemik, a predvsem pastir. In za današnje vernike je postopek beatifikacije klic, naj tudi sami v vsakdanjem življenju iščejo pot svetosti. Usvajajo vero in družbeno odgovornost. Kot smo leta 2020 se spomenuli 100. obletnice rojstva za nebo in njegove smrti, bil sem predsjedečnik Katoliška stolnica, bila tudi vedno odprta za romarje Slovenije in Hrvaške. In tudi bi rekel, večma so Slovenije Hrvaške. Božji služabnik Anton Mahnič je svojim življenjem pokazal, kako zvestoba Kristusu in cerkvi lahko oblikuje celo epoho in vpliva na prihodnje podobe. Od prvih pobud Ignacija Radića preko vrnitve njegovih posmrtnih ostankov na Krk do odprtja postopka leta 2013 se jasno vidi, da gre za osebo, ki je v cerkev prepoznala kot vzor vere in svetosti. Zato njegova pot proti oltarju še traja, a že sedaj plodno
oblikuje identiteto crkve v naših krajih. Beatifikacija škofa Mahniča bi bila potrditev, da tudi v sodobnem času cerkev verjetno svete pastirje, tiste, ki v Kristusu prenavljajo vse. Spomnim se, kot sem leta 2013 prvič prišel v Ljubljano in se predstavil po postulatu v postopku z beatifikacijo škofa Mahniča. Tudi mi jeden zelo dragi franciskan me vprašal, a če ti veruješ, da je Mahnič bil svet človek. Sem mu rekel, ja, verujem. Tudi mi je ta dragi franciskan rekel, se ne strinjam, če bi Mahnič bil svet ali svetnik, ne bo naredil napako s Gregorčičem. To mi je pa dalo misliti, da se ne Mahnič, ampak postopek za beatifikacijo ali vse o Mahniču se ni možno danes gledati z današnje perspektive, ampak nazaj v zgodovino v istem času, kot njegova ideja je bila živa in kot se je za svojo idejo boril. Tako da ta njegova ideja prihaja z Evangelija. In zato se lahko vidi Mahnič kot radikalist. Ampak radikalizem, v katerem tudi v Krku in v Krškofiji in postopku vidimo, je vse inspirirana na Evangeliju. V Kristusu vidi vse. V Kristusu vidi vse. V Kristusa dati v celemu svetu. V Kristusu vidi eno kot narod, kot ljudi, kot kristijani, zato ker smo njegovi. Hvala za tisto možnost danes govoriti o postopku in se za vse zahvaljujem